Danes vam predstavljamo nekaj idejnih zasaditev za posode. Posode lahko sadimo tudi uporabne vrtnine, seveda pa je najprej treba primerno napolniti posodo tudi z zemljo, tako da, ko dodajamo zemljo, zberemo kakovostne substrate, nasipamo jo pa praktično skoraj do vrha. Pod vrhom mogoče ne ostanete samo še kakšna dva prsta, kajti zemlja se bo med dobo, se pravi med rasno dobo, z zalivanjem in tudi sesedla. Tako da ni nič narobe, če gremo praktično skoraj do vrha. Seveda pa zemlji že v osnovi, takrat, ko jo dodajamo v lonec, dodamo tudi organska gnojila, drobnejše granulacije, tam imajo delovanje približno 2 do 3 meseca, potem pa, ko imamo vse pripravljeno, praktično pa pričnemo s sajenjem. No, v prvo posodo bom posadil jagode obešanke. Za eno tako posodo približno rabimo 3 sadike. Pri obešankah lahko kombiniramo tudi jagode z različnimi barvami cvetov. Obstajajo bele, potem roza, rožnate barve in enostavno tako poskrbimo tudi za estetski videz. Kajti ne da nam bodo samo dale plod, bodo tudi lepe in cvetele. Otroci recimo imajo zelo radi jagode sorte Toskana, to so navadne jagode. Te imajo tudi roza cvetove in so še posebej privlačne za deklice. Vemo, da deklice se kar nekako posvetijo oziroma jim je roza barva še zelo privlačna. Pri sajenju jagod seveda pazimo, da ne sadimo pregloboko. Dovolj je na globino, v kateri je bila že sajena v lončku. Tako, na tako korito, kot smo rekli, smo posadili 3 jagode. Potem pa nadaljujemo tudi z drugimi rastlinami. No, v tem koritu tukaj imamo šetraj, potem solato, katalonski radič in pa drobnjak. No, kot prvo rastlino bom posadil drobnjak. Vse te vrtnine praktično lahko režemo. Drobnjak, se pravi potem šetraj. Šetraj se nam bo še nekoliko povesil naprej. V posode pa sadite lahko tudi številne druge kombinacije. Lahko posadite potem v maju paradižnik v kombinaciji recimo z baziliko, solado, tudi čebulo iz sadik, če jo takrat še kje najdete. No, tukaj imam katalonski radič. Katalonski radič dejansko režemo sproti, ne gremo pregloboko, tako nam bo dejansko dal pridelek ves čas. Režemo pa približno samo za kakšno tretjino nazaj, ne pregloboko. No, vsi tisti, ki sadite v večje posode, večje korita, lahko kombinirate recimo tudi kumare na opori. Kumare na opori se razraščajo navzgor. Spodaj pa lahko poleg kumar kombinirate tudi blitvo, kodrolistni peteršilj in recimo baziliko, tako bo zasaditev prijetna še na oko. No, v posodah, na balkonu, terasi in tako naprej pa lahko sadite tudi stebričasto sadje in ga seveda na ta način pridobite sveže sadje kar na domačem balkonu, terasi, lahko tudi vrtu. Stebričasto sadje približno doseže nekaj metrov višine. Taka posoda oziroma malo večja bo čisto dovolj. Po drugi strani pa tudi ni težavno zares, tako da ga lahko umestimo praktično v sam vrt. Tako, naša zasaditev je končana. Poskrbimo samo še za zalivanje. Vodi za zalivanje pa bomo dodali tudi tekoče organsko gnojilo. Na praktično 8 do 10 litrov 2 taka zamaška in seveda tako dognojimo jagode, jagodiče oziroma vse tiste vrtnine, ki jih sadimo v naše domače posode. Seveda, naj še enkrat opomnim, dodali smo zemljo, ki ima hranila za mesec dni, dodali smo tekoče organsko gnojilo na koncu in pa gnojilo drobnejše granulacije, ki zadostuje približno za 2 do 3 meseca.